Če bi mi pred pol leta kdo rekel, da bom novembra ob 3 zjutraj v polni pohodni opravi čakal prevoz, bi mislil, da se mu je utrgal. Nimam ravno izkušenj z gorništvom in že samo pakiranje me na vse zgodaj živcira. Kaj naj dam na vrh rukzaka, kaj naj dam spodaj, kako naj vse skupaj zložim? Počutim se k v osnovni šoli. Zvečer sem spakiral torbo, zdaj se samo zbudim, še malo rabim, potem pa nič, gremo na, športni dan, recimo. To je športni dan malo drugače, oziroma mogoče sem vas s tem zavedel. Danes smo del znanstvene odprave, gremo pa tja gor. Ups, sej bomo dobili sonce slej ko prej. Svetloba! Sonca pa še ni. Mislim je, sam ne pri nas, trenutno. Marija, to je gotovo najpogostejše vprašanje gornikov, začetnikov. Koliko imamo še do vrha? 3 ure. 3 ure? Ampak za nas, ker gremo tako hiter, 2 pa pol. Yes! Pa ne, saj je zelo fajn, moram reči. A prepoznate pot? Mogoče se vam že svita, danes gremo na Triglav, oziroma natančneje na Triglavski ledenik. Wow, nismo sami. Jaz imam občutek, da premo sorazmerno z nadmorsko višino pa z naklonom pada tudi pogostost naših besed. Tišina tudi paše. Wow, noro lepo. Zdaj pa, sem nismo prišli sam zaradi carskega feelinga in nepopisne lepote, ampak, kot sem že rekel, z enim drugim namenom. Pejmo pogledat, preden me odpihne. Še to. Triglavski ledenik, kaj to sploh je? Triglavski ledenik je bil največji in najbolj mogočen ledenik, ki je pokrival površino, ki jo vidite za mano. Danes pa govorimo zgolj o ostankih, ker se je njegova površina zmanjšala na velikost manjša od 2 nogometnih igrišč. To je kar slabo. Zdaj pa, raziskave. S posebnim lednim vijakom smo dobili valjaste vzorce ledeniškega ledu, iz katerih lahko zdaj razberemo polpreteklo vremensko in podnebno zgodovino. To je v bistvu tak časovni stroj. Tule je burno, zaključujemo z jemanjem vzorcev, potem pa moramo te vzorce čim hitreje prepeljati v dolino, zato čakamo helikopter. Če bo vse po sreči, grem tudi jaz z njim. V dolini pa me čaka še nekdo, s katerim vam končno lahko poveva vse. Helikopter slišimo? A bo ful piha? Sam stran gre. Čak, kaj se dogaja? Jaz hitim, dogovorili smo se, da odpeljemo zdaj ta dragocen kos Slovenije na raziskave, a ni tako? Ko pa se raziskave končajo, se misija Ledenik šele začne v polnem razmahu. To drži in če hočeš izvedeti več, prosim lepo, pridi na to spletno mesto, kjer se bo dogajalo zelo veliko, pa to zelo dolg čas. Ja, najmanj 3 mesece hudih vsebin in norih tem. Se vidimo tam. Adijo. Sorry. Kar naprej sem govoril, da bom na koncu vse pojasnil, pa ne vem, če sem. Long story short, s Cirilom sva del enega ogromnega projekta Misija Triglavski ledenik do Pekinga. Kot ste videli, smo tule z Guillaumom vzeli nekaj vzorcev Triglavskega ledenika, ki je zdaj na raziskavah pri njih. Ko se to konča, bo pa en delček teh vzorcev šel na epsko pot do otvoritve olimpijskih iger v Pekingu. Vse zato, da bi spregovorili in ozaveščali o globalnem segrevanju, ki v bistvu uničuje Triglavski ledenik. Uničujemo ga mi.
Za več informacij o projektu, prosim, pejte na ta YouTube kanal. Jaz bom tam tedensko vodil oddajo Studio Triglav, Ciril pa se bo javljal s poti. To je to. Hvala vam, da ste pogledali do konca. Se vidimo naslednji teden, naslednjo nedeljo na mojem YouTube kanalu. Čau!